Ekipca, lep pozdrav. En kratek video bi želel narediti za vas. In sicer želel bi z vami podeliti razmišljanje, zakaj 95% ljudi nikoli ne postane uspešnih in bogatih. Okay? Vključno z mano. Tukaj se zagotovo vsi mi, vi, absolutno tukaj najdemo. In razloga sta v bistvu dva. Zakaj 95% ljudi, ki želijo, imajo željo, so pripravljeni nekaj narediti, tako kot mi vsi, nikoli ne postane uspešnih in bogatih? Veste zakaj? To je nagradno vprašanje za $1 milijon. Dve stvari sta. Eno, zato ker so pametni, in drugo, zato ker so fini. Ok, da vam tukaj v bistvu razložim. Ravno včeraj sem gledal en video zvečer od Marise Pir, to je v bistvu, bom rekel, ena psihologinja, če po domače rečem, ne vem točno, kako se ona pač ta njena smer imenuje. V glavnem ženska, ki dela z res bogatimi ljudmi, ki imajo Ferrarije pa Lamborghinije pa take zadeve, z vrhunskimi športniki, olimpijskimi atleti, v bistvu z politiki in tako naprej. In potem je govorila o samopodobi. In glavni problem samopodobe je, da sami sebe ne maramo. V bistvu govor, ki ga dejansko imamo sami s sabo. Kaj sam sebi govoriš? Ali si govoriš, da si všeč, ali si govoriš, verjameš, da si v redu, verjameš, da si vreden, verjameš, da ti pripadajo stvari, ne? In te stvari si moraš ponavljati. Glejte, zadeva je toliko enostavna, da bolj enostavna ne more biti. Ampak zakaj v bistvu tega ne delamo? Zato, ker smo pametni, zato, ker iščemo neko bolj strokovno tehniko, bolj sofisticirano metodo, ki bi morala delovati, neko vesoljsko ne vem kaj. Razumete? In nekaj časa delamo, ne? In potem v bistvu, zdaj to, mogoče tole ni, mogoče moram nekaj boljšega najti, nekaj mora boljšega obstajati. Razumete? Enostavno toliko smo pametni, da ne sledimo nekim navodilom. Z mano vred. Glejte, vsake toliko časa dejansko prevetrim svoje življenje, prevetrim svoj način dela in zopet pridem k osnovam. Zopet pridem k branju moje deklaracije, zopet pridem k sproščanju, ki ga moram pojačati, da bom, ne vem, vsaj 1-2 ure dnevno se sproščal in tako naprej. Zopet pridem k osnovam. Zakaj? Ja, pač imam mogoče srečo, da se mi življenje občasno spet malo tako me zatrese in potem začnem razmišljati, kaj zdaj za vraga narobe delam. Ne? Pa toliko sem napredoval, toliko sem šel naprej, toliko sem že spet nekaj novega prepoznal in novih stvari začel delati. In potem grem zopet nazaj k osnovam. A razumete? Ker če pogledate v bistvu olimpijske atlete, če pogledate recimo, ravno včeraj sem poslušal tudi Grant Cardona. Kako je on začel? Danes je Grant Cardone, za tiste, ki ga ne poznate, ga pogooglejte, vreden okrog $1 milijardo. Okay? A veste, koliko je začel? Mislim, da je začel pri 20 letih. Delal, ničesar si ni privoščil. Na koncu leta je zaslužil $5,000, je imel prehranjenih. Potem je spet naslednje leto delal. Na koncu leta je imel prehranjenih dodatnih $5,000 in tako naprej, 5 let. In potem je imel $25,000 in je kupil neko malo nepremičnino, ki jo je začel oddajati. In potem kaj je delal naprej? Delal, prehranil in zopet investiral. A razumete? Mislim, danes ima človek privatni avion, ki je vreden 50 milijonov, ne? Je eden izmed v bistvu najbolj priznanih trenerjev za prodajo na svetu in tako naprej in pač super bogat. Ne? Ampak v bistvu, razumete, uspešni ljudje ni zdaj tako, ok, zdaj delam, ok, 3 ure dam to, 2 ure grem pa na Kanarske otoke. Seveda greš lahko na Kanarske otoke in tudi je fajn, da greš, ne? Ampak v bistvu hočem vam reči, da dejansko bogati ljudje so zelo enostavni.
Zanimajo jih stvari, ki delujejo. Zanimajo jih stvari, ki so uporabne, ki so preizkušene in ne komplicirajo. A razumete? Niso pametni. Tako da v bistvu plejte in potem druga stvar, ki je, so potrpežljivi, ustrajajo. Tako kot sem rekel, olimpijski atleti danes razmišljajo o olimpijskih igrah 2032. A razumete? Nekdo, ki je danes star 16 let ali pa 14 let in ima v bistvu cilj postati najboljši na svetu, zdaj smo leta 2018, zagotovo razmišlja, da bo na vrhuncu svoje življenjske zmogljivosti leta 2032. Tako da dajte majčkeno pogledati, ne biti pametni, pa ne v nekem takem smislu, ampak ne odkrivati tople vode. Ker tukaj dejansko, bom rekel, problem nas neuspešnih ljudi je, da se zelo hitro naveličamo. Poglejte, kot sem rekel, Grant Cardone od 20. leta po 5000, pa potem po 7500, pa potem po 10 000. Ampak ista zgodba vsako leto. Recimo, če ste poslušal Garyja Vaynerchuka, star je bil 35 let, imel je že ne vem koliko, par $100,000 prihranjenih. Še vedno je živel v najetem stanovanju. Zakaj? Zato, ker ni hotel denarja nepotrebno investirati. In danes je spet, da ne govorimo, kakšna zgodba. To pomeni, prva stvar je, prepametni smo. In vsakič, ko si v neki situaciji, se vprašaj, a sem jaz mogoče zdaj malo pameten, ali mogoče bolj, da postanem majčkeno bolj ponižen, da malo grem pogledati, kaj so osnove, ki so me tukaj pripeljale. Razumete, ker glavni problem pri nas vseh in vas je, da delamo, dolg časa delamo, ampak v bistvu vedno nam čist malo zmanjkuje. In potem rečemo, pišeka pa že par let tukaj delam, pa dejno, zdaj pa že dost, bi že moral nekaj biti, ta stvar ne funkcionira. Ampak v bistvu vedno, ko delamo 85%. Razumete? Ker gledajte, recimo, če je, ne vem, karkoli gremo pogledat, tudi če recimo gledamo vaše otroke, jih pošljete v trgovino, jim date listek, kaj prinesijo in vedno prinesijo samo 80% vsega. To pomeni, da nikoli ne opravijo svojega dela 100%. Ali pa če imate nekoga zaposlenega in vedno dela samo 80%. Vedno malo zmanjka, malo rezerve do rezultata in tako je tudi z nami. V bistvu tisto porivamo do vrha klanca, pa nam 20% zmanjka. A razumete? V tem je problem. Ker če hočemo priti na vrh klanca, da porivamo enega starega Fiata ali pa Ferrarija, se nima veze. Če pridemo do vrha, oziroma nam čist malo zmanjka, potem ne pridemo čez vrh. In tukaj moramo videti, moramo biti iskreni, a resnično jaz investiram? A razumete? A resnično investiram toliko, koliko 100%, koliko je potrebno v mojem življenju? To je v bistvu naša pametnost. In druga stvar je naša finost. Preveč smo fini, da bi dejansko delali tisto, kar je potrebno. Včasih se pogovarjam, nekdo ima svoje podjetje in potem želi to podjetje razširiti. Kaj pa, če bi malo razdelila kakšne letake? Kaj pa, če bi malo to naredila? Kaj pa, če bi kontaktirala to? Kaj se bodo pa ljudje mislili, kaj bo to? A razumete? Preveč smo fini, da bi vprašali. Preveč smo fini, da bi prosili za pomoč. Preveč smo fini, da bi naredili tiste stvari, ki so potrebne, da se resnično premaknemo naprej. A razumete? Dve stvari, zakaj, smo zataknjeni v življenju in zakaj samo 95% ljudi poskuša, se vrti v krogu in nikoli ne naredi tistega končnega rezultata. Zato, ker so prepametni in zato, ker so prefini. In zato je v bistvu super, da poslušate svojega mentorja, ki zopet posluša svojega mentorja. Zakaj? Zato, ker v bistvu to so vsi ljudje, ki so nad nami, niso nad nami, ampak so malenkost pred nami,
ki so že delali neke napake in dejansko se iz teh napak naučili. Pred kratkim sem gledal v bistvu en video, je pač ena priznana coachica je v bistvu predstavila svojo učenko. In dejansko ta učenka bila je tudi blond, okay? Ampak dejansko meni je šla že skoraj na živce. Ko je rekla, joj, potem mi je pa mentorica rekla, naj to naredim in sem naredila. Joj, potem mi je pa mentorica rekla, naj tole grem prodajati in sem šla prodajati. Ampak v bistvu, dejansko na živce mi je šla, na živce zato, ker imam slabe živce, ampak na živce mi je šla zaradi tega, ker je dejansko toliko slepo sledila brez vprašanj. Ampak po drugi strani je pa imela rezultat in ne slab rezultat. Vrhunski rezultat, v bistvu v parih mesecih je izničile naredila na par $100,000. Razumete? Ampak v bistvu točno, mentorica mi je rekla to in sem naredila. In potem sem samo gledala, wow, ljudje so kupovali, wow, zadeva se je premaknila, wow, zadeva je bila tako. In dejansko mi sami z mano vred, smo preveč fini, dostikrat, da bi dejansko res kar sledili. In preveč pametni, da bi kar poslušali, ker pač nismo bili na tak način vzgojeni. Tako da v bistvu to je bilo, kar sem danes želel deliti z vami. Ostanite čudoviti, imejte čudovit dan, delajte naprej in sprašujte, prosite za pomoč, javite se, pošljite mail, prijavite se na pogovor in tako naprej. Ker to je pot do uspeha. Lep pozdrav!